Že kar nekaj let ni bilo nič velikih sprememb, kar se tiče programov na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Sprejeli so nam kompetence mladih, ki naj bi jih usvojili za uspešno sodelovanje kasneje na trgu dela. Kompetenčno zasnovano izobraževanje je pomembno. Na tem delamo pravzaprav že 20 let ali več. Pomembno pa je predvsem zaradi tega, ker pomaga dijakom povezati teorijo s prakso. Poklicno izobraževanje v Sloveniji je dokaj razvito in se razvija, če primerjamo z državami drugje po Evropi. Imamo šole, ki so izjemno napredne, ki dajo dijakom res zelo veliko znanja, ki jih zelo povežejo z gospodarstvom, ki krepijo njihovo inovativnost. In ko vse to skupaj damo, potem bojo mladi lahko začutili to dodano vrednost za njihov uspešen razvoj in doseganje tistega, kar bi potem rabili v življenju. Delodajalci pri mladih najbolj pogrešajo praktične kompetence oziroma kompetence, ki jih dijaki pridobijo na praktičnem usposabljanju z delom. Mislim, da so tukaj tudi zelo dobrodošli vajniški sistem izobraževanja, kjer te praktične kompetence pridobivajo daljši čas. In sicer se je ta čas povečal napram šolskemu izobraževanju iz 24 tednov na 56 tednov praktičnega izobraževanja. Programi, ki se bodo spremenili, bodo ustrezali gospodarstvu, zato ker sami naši programi so zastavljeni kompetenčno in modularno in lahko sledijo gospodarstvu. Bistvena stvar je, da nekako skušamo poklicno izobraževanje dvigniti na višji nivo, ampak zato moramo sodelovati vsi, ki smo udeleženi v tem procesu izobraževanja. Od zbornic, ministrstev, Centra za poklicno izobraževanje in vseh teh inštitucij, ki so vpete v poklicno izobraževanje. Mogoče premalo vlagamo v tiste programe, ki so res aktualni, ki so res sodobni, ki bi pritegnili mlade ljudi in zlasti programe, ki bi pritegnili ženske. Gospodarstvu ponujamo tako strukturo kurikula, ki omogoča tudi dovolj veliko prilagodljivost, odprtost, fleksibilnost. Če vse to uspemo uspešno nasloviti, potem bo tudi motivacija med mladimi zrasla. Vsi, ki smo tukaj na tem področju, moramo skrbeti, da je poklicno en pomemben temelj naše družbe in temu ne smemo zanemarjati. Lahko bi rekli, da je imel projekt dva ključna namena ali pa tudi cilja, da naše udeležence izobraževanja opolnomočimo s temi kompetencami, da bodo lahko prispevali k digitalizaciji in pa tudi k zelenemu prehodu. Druga stvar, ki je pa nekako rdeča nit tudi poklicnega in strokovnega, je pa odziv na potrebe in pa tudi seveda spremembe, ki se dogajajo tako v gospodarstvu, v družbi in tudi glede na posameznike, ki so drugačni v današnjem času. Zagotovo bo izziv, kako zdaj te spremembe, ki so bile vendarle skozi modernizacijo narejene, pripeljati na izvedbeno raven.